Ja, in lep pozdrav. Dolgo se nismo slišali, veliko stvari se je dogajalo, jaz sem bila kar napeta te dni, veliko odločitev sem mogla sprejeti, verjetno ste tudi sami opazili. V glavnem, kar nekaj stvari bi rada povedala. Najprej sem obljubila, bom probala vse vaše vprašanja, predloge in to, kar pišete v bistvu v videih, pod videi, v komentarje, bom probala nekako združiti pa vam odgovoriti na ta vprašanja. Jaz bi tako želela, da razumete to, da so to moje izkušnje, da to niso nasveti, da jaz ne solim nobenemu pamet, da morate se sami odločiti, kako pa kaj bo. To je samo zato, da vam povem svoje izkušnje, dobre, slabe, v bistvu kaj dogaja. Zaradi tega, ker večina ljudi, jaz ne vem, ne poznam glih influencerjev, ki bi govorilo o slabih stvareh. Pač jaz vam povem, kaj se dejansko mi zgodi. No? To je namen tega kanala, da ozaveščam oziroma pač dajem čim bolj take informacije, kot sem jih sama preverila, dobila. Pa naj bo to kripto, naj bo to gospodarstvo, naj bo to zdravje, samooskrba, te stvari, a ne. Zdaj, jaz bi vam povedala tole, zdaj ogromno je prevar. Ogromno je prevar, v bistvu jaz komuniciram z eno osebo, ki nima nobenega pojma o kriptu. In je zelo skrivnostna, noče mi povedati, prav, da ima nek posel, ki bo prinesel ogromno denarja in da ima nekega guruja, učitelja, mentorja v ZDA in da ona tja pošilja denar. No, jaz sem z njej zbezala, da dejansko naj bi vlagala v Bitcoin in Ethereum. Niti ne ve točno, v glavnem, zbezala sem iz te osebe to, da, ne vem, pač vložila je ogromno keša, ta denar so njeni prihranki, potem si je šla sposoditi, potem so ji rekli, da rabijo 1500 evrov, dolarjev, whatever, za fije, da oni niso dolžni to pač kriti, da bojo kao, da je 42,000 dolarjev denarja na njenem računu, da bojo to poslali in tako. Zdaj, ta oseba trdi, da je vse preverila, da je to vse legalno, da je to vse okej. Nimam nobenih podatkov, zakaj gre, tako da žal ne morem nič komentirati, vendar prvič, če ne veste, v kaj vlagate, kaj je zadaj, ne verjeti, ne zaupati nobeni tretji osebi, ker več ali manj so zadaj prevaranti. Zdaj, ona nima nobenega računa, to sigurno ne, zaradi tega, ker ne zna niti pogledati, niti ne ve, kaj je kriptoračun. Nič ne ve. Zdaj, a je ta denar na neki borzi, ali je to na nek zasebni denarnici, se pravi kriptodenarnici, je vprašanje. Vprašanje je tudi, če niso te osebe ta Ethereum prodale, zdaj, ko je bil najvišje, a ne, in njej prikazale kar nek lažen Ethereum, lažen kovanec na denarnici in to pač neki print screeni, ki jih oni pošiljajo, to, a ne, ker pač oseba ne zna iti na blockchain, pogledati, ali je to res ta prav kovanec, ni ta prav, je to kakšen fake,
kakšna nič ne ve, ne, samo zaupa, 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 zaupa. Teh prevar je res ogromno. In zdaj moje osebno mišljenje je, da bo ta oseba vse izgubila. Njena največja napaka je to, da ne ve, v kaj vlaga. Se ne pozanima se in ne zna tega delati. Ne ve v bistvu, kdo so te osebe, to so neki tujci in se lahko pod nosom obriše, ker tudi če to prijavi policiji, to traja mesece, da se pač stvari raziščejo, pač obstaja neka ameriška organizacija, ki te prevare odkriva, vendar če so te osebe to pač niso iz Amerike, recimo, da so nekje v Indiji, kar je možno, v današnjem digitalnem svetu, potem pač mislim, da so to poslale na neko neznano denarnico, potem se obrišeš pod nosom. Zdaj, kaj se dogaja zdaj v svetu? Ne dobre stvari. V bistvu smo že nekaj časa v deflaciji, ne. Zdaj malo poglejte okrog sebe, se pravi, cene dejansko nekaterih stvari v bistvu padajo, ne, to pomeni, da je deflacija, to pomeni, da ima dolar moč, vedno večjo moč, tudi raste. Tako da jaz sem opazila, da te res ta glavni, ke vlagajo, trenutno nič ne vlagajo, niti nikamor, v bistvu so še decembra, januarja prodali vse in držijo dolarje. Nekateri trdijo, da čakajo splošen padec, pač na planetu, da padajo vse stvari na nulo in takrat bojo oni z dolarji, ker dolar pa bo močan, ne, bo zelo močan, in bodo z dolarji potem kupovali nepremičnine, kupovali bodo kripto, kupovali bodo zemljo, kupovali bodo zlato verjetno in tako. Zdaj, zelo veliko influencerjev govori, da je bitcoin digitalno zlato. To je bullshit, ne. Zdaj, meni bitcoin ni všeč, a ne, ni mi všeč, zdaj mislim, sem vložila nekaj pred časom v njega in pač ga pustim tam, ke je, a ne. Zdaj, ni mi všeč zaradi tega, sem videla tudi en komentar, ke sem rekla, da 90% v bistvu bitcoina je zaklenjenega na največjih denarnicah in lastnik dejansko je preverjeno Satoshi, mislim, kdorkoli to že je. Mi ne vemo. Ta bitcoin se ne premika nikamor, zaradi tega je cena tudi takšna, ker je bitcoina vedno manj na trgu. Vedno manj ga je. Zdaj, zakaj ga je? Prvič zaradi teh denarnic velikih, drugič, to lahko vse sami preverite, ne reči, da to ni res. Pojdite preverit, a ne, katere so največje denarnice in kaj se z njimi dogaja. In največje denarnice imajo 90% bitcoina. In se ne premika. Tam je. Tam ždi. Zato ima ceno ta stvar, ne, zato raste. Zdaj, bitcoin je prva uspešna kriptovaluta in tudi slučajno ni digitalno zlato. To ni fizično, to ne moreš vtipati in ni zlato, ne. ETF-ji, to sem jaz res preučila, v glavnem ETF-ji so obljube, to je papir, to je delnica, dejansko neke vrste delnica, da ste vi vložili v neki sklad. To je tako, kot bi vložili v en ta, ne vem, zdravstveni sklad ali pa življenjski sklad ali pa, ne vem, pač whatever. To je isto, ETF-ji, to je isto. Ali pa če bi kupili ETF od zlatega rudnika, zlata recimo, ne. Kaj to pomeni? Bom probala slikovito razložiti. ETF od zlata oziroma rudnika je obljuba. To še ni, vi nimate v rokah zlata, vi imate papir.
Vi imate obljubo, da morda bodo zlatokopi enkrat v prihodnosti zadeli neko zlato žilo, dobili zlato za vas in boste vi od tega nekaj imeli. In če se to zgodi, potem ja, vi nekaj od tega imate, če je to vse legalno, in potem dobite tudi na svoj pač običajen račun denar, se pravi dividende od tega. Če pa se to ne zgodi, ste vložili za brez veze. Zato je druga ogromna napaka, ki je ta oseba naredila, ko vlaga, je, da vlaga prihranke, denar, ki ga rabi za življenje, tega ne smeš nikoli narediti, in celo si gre sposoditi. Kripto je špekulacija. Kripto ni več kriptosvet, zaradi tega, ker je vse skupaj prišlo na borzo, na Wall Street. In tam se špekulira, tam se dogovarjajo med seboj, kje bodo vložili vsi skupaj in da se cena dvigne, in ko ljudje jurišajo, potem dajo to v medije, plačajo influencerje. Tudi mene so ful nasrali na začetku, res so me nasrali. Jaz sem v bistvu eden velikih influencerjev, tudi Richard Hart, ne mu zaupati, tudi slučajno ne. Mene je direkt poslal do hekerja, mi je dal link in sem že direkt na hekerja naletela in izgubila sem ves heks, in to ni bilo malo denarja, ker sem v to verjela, zaupala. Glavno, zdaj pač sem ga nekaj dobila nazaj in ga zdaj držim, pač, ker pazite pri heksu, tam se tudi dogovarja, heks je na borzi, je prišel in en influencer, ki dela na borzi, ga je ful promoviral, in od takrat naprej, ko je heks na borzi, dejansko skače med 1 cent pa 11 centov, in tisti, ki so zraven tega tipa iz New Yorka na borzi, točno vejo, kdaj ven iz heksa potegniti, ker ljudje vlagajo keš noter, ko pride 11 centov, oni to ven potegnejo keš in kaj? Majhni keš zgubijo, oni dobijo. To je tako. In heks koda je narejena tako, da gre izvorni denarnici največ fijev, največ kazni, največ vsega. In kdo ima izvorno denarnico? Dokazano, Richard Hart. In v tej izvorni denarnici je največ keša, enako kot v Bitcoinu. Te stvari so zelo centralizirane in so piramidni sistem. Niso decentralizirane, tako kot sem mislila dolgo časa. Najbolj decentraliziran je Xen, pa bom tudi o njemu povedala. Zdaj eno leto je super, stvari so lavfale, običajno je tako, zdaj so se stvari začele zatikati in bom tudi povedala, kaj pa kako in kaj sem naredila, kaj nisem. Če govorimo o deflaciji, samo da tako malo pojasnim, kaj jaz opažam in kaj se dogaja. Deflacija, v bistvu zdaj deflacija je ratala tako, pač cene določenih artiklov padajo. Na žalost padajo cene takih artiklov, ki niso pomembni za življenje. Če greste zdajle v trgovine, ne vem, pač imate popust na prašek, recimo, ki ni najbolj nujen, ki lahko pereš tudi s pepelom, itak, ali pa s čim drugim, greš milnico natrgati, to je neka, iz tega so včasih mila dobili, se pravi, rastlina, ki ima ogromno saponinov, vržeš v pralni stroj in te opere, ni problema. Ali pa na roke opereš. Včasih, mislim, v preživetje v naravi smo prali s pepelom, smo prali s peskom, smo prali pač različne stvari, pa s temi rastlinami, ki imajo ogromno saponinov. Okej. Rastejo cene
nujnih stvari. Torej hrana in podobne, ampak to kvalitetne zadeve. Govorim o kvalitetnih stvarih, takih, da telo res to absorbira in je zdravo in tako. Bullshit stvari, zrnati stvari, to itak poceni, ne. Ampak vržeš denar stran, na žalost. Zdaj po svetu se dogajajo kar grozne stvari. Najrevnejše države imajo res velike težave, one so dolgo v težavah in ljudje nimajo nič. Nič nimajo. Kaj se dogaja? Ljudje se med seboj pobijajo za košček kruha in v eni od celo to se dogaja, da tam trupla pobirajo in pač kanibalizem spečejo in pojejo, ker nimajo hrane. In te stvari se lahko zgodijo tudi pri nas, je možno. Zato, ker živimo na dolgovih, na obljubah. Zdaj tako, evro-dolar sistem je ena velika obljuba, to so dolgovi. To je kot ETF, v glavnem, to je vse dolg, a ne. Ko ti greš delat, nekam se zaposliti, ti obljubijo, imaš na pogodbi, imaš papir, pogodbo, da ko boš delal toliko časa, boš dobil ti ta keš. In ga dobiš. Večinoma je ta keš posojila. To je posojilo, se pravi, to je denar, ki ni narejen. Zdaj, zakaj je toliko tega fake denarja, ne, na trgu? Zaradi tega, ker je ogromno srednjega sloja, ki ne dela nič. Ne proizvaja nič pametnega, nobenih produktov, s katerimi bi se dalo, ali pa storitev, ki so nujne za človeka, ne, in ki res obrnejo realen denar. Realen denar, mislim, realen. Itak je to vse pač dogovor, da je to nek denar in da ima neko vrednost. To je itak, ne, ampak okej, recimo, dajmo reči hipotetično, da je en denar je realen, en je fake, ne. Zdaj tisti, ki res bi opozorila, pač tisti, ki dajte proučiti, kaj se je v Jugoslaviji dogajalo, ker to se dogaja zdaj s celim svetom in boste točno videli, kam gremo in kaj se bo zgodilo v naslednjih letih, a ne. Zdaj, kam vlagati zdaj? V bistvu trenutno so cene toliko visoke, da dejansko pametno v nič vlagati. Če znate, potem lahko delate tako, kot delajo trgovalci. Se pravi, pač nekam vložiš, rečeš, aha, tale kovanec bo šel, ne vem, mesec, 2, 3, pol leta gor in ga prodam, ko ima toliko pa toliko, recimo, če govorimo o kriptu, ali pa, ne vem, če vlagate v pšenico ali pa, ne vem, nafto. Nafta recimo je še najbolj realna. To je realna stvar, nafta je otipljiva. In vse več ali manj še deluje na nafto in to ekološko sanjarjenje o tem, kako bo vse šlo na elektriko, ni glih izvedljivo, ni čisto izvedljivo, a ne. Jaz se s tem ukvarjam in ne gre. Ne. Nismo tam, tehnologija ni dovolj razvita, da bi na ta način, a ne. Če bi sledili Nikoli Tesli, ki je imel res dobre ideje in dobre produkte, potem bi danes to res laufalo, ampak bi bila elektrika brezplačna. Ne bi za osnovne stvari. Jaz mislim, da tudi svet gre v to smer, da za osnovne stvari ne bo treba prav plačevati, ne. Zdaj plačujemo res za vsak drek. Za zrak, ki ga dihaš, za vse moraš dati davek, ne. Ker zdaj sistem nam daje občutek, da smo mi lastniki nečesa, pa nismo. Nismo lastniki niti lastnega zdravja. To veste vsi
ki jaz sama plačujem v bistvu zavarovanje in so prisile, zdaj še enkrat višje. Zaradi tega, ker jaz osebno res zavarovanja ne rabim, nisem bolna in sem zelo zdrava, ne rabim teh stvari, nimam nesreč, ker pazim nase. In so me zdaj prisilili, da plačujem za koga? Ne zase, ker jaz ne rabim tega. Ker ko sem mi zob zdrobil, pa sem rabila neko protezico, sem vse plačala sama. Kljub zdravstvenemu zavarovanju. Tale očala, to plačam jaz sama. Koliko mi da zdravstveno zavarovanje? 50 evrov. Ta očala stanejo 900 evrov, ker so posebne. Pač moje oči so posebne od rojstva in meni to, kaj mi nuca takšno zavarovanje. Zelo malo se vozim, kaj mi rabijo ceste, ki se zdaj gradijo na veliko in na široko, ceste. Kaj mi to rabi? Jaz jih ne rabim. Včasih smo prišli po makadamu tudi peš kamorkoli. In ceste smo včasih delali sami. Ko si jo rabil, si jo naredil. In smo hodili po njej ali vozili kakorkoli, šli s konji, voli, vode. Zakaj se to zdaj gradi? Zaradi tega, ker je gospodarstvo mrtvo. Ne deluje. Podjetja propadajo, države propadajo, banke se zapirajo, javni sistemi se zapirajo, propadajo. Jaz sem coach in pomagam ljudem v stiski, predvsem duševni, kako priti ven iz tega. Zdaj sem tudi spisala knjigo, ki jo bom v kratkem izdala. Kako priti ven iz sranja, v katerem si. In sistem je do zdaj deloval na mrežah. In še vedno pač, jaz poznam tega, ti poznaš tega, dajmo, pač ni važno, si sposoben ali nisi sposoben, si dobil službo, si dobil posel, ni problem. Zdaj, osnovni princip kripta je bil, pa tega ni več, dejansko ni več, proba Jackley nekaj narediti, pa tudi to ni čist okej. Torej, osnovni princip je bil, da bi postali ljudje decentralizirani in brez posrednikov. Brez da bi nekdo drug rekel, da moraš plačati zdravstveno zavarovanje, brez da bi nekdo drug rekel, da moraš plačati davek na lastno zemljo in hišo. To je fake lastništvo. Mi nismo lastniki. In zdaj se celo vlada v Angliji podpira enega norca, ki je izumil nepremičninsko podjetje, ki prodaja nepremičnine ljudem tako, pogodbe so take, da ti sicer kupaš tisto nepremičnino, ampak v resnici ti nisi lastnik. Ampak imaš občutek, da si lastnik. Nisi pa, v bistvu vse ima čez mreža, upravljalec, to podjetje. In o vsem v tvojem stanovanju odloča to podjetje. Treba je realno razmisliti. In ljudje, mediji so to podprli, vlada je to podprla. Noro. To je čist noro. In isto je, v bistvu, zaenkrat je nažalost enako tudi vsem drugim. Mi imamo občutek, da smo zdravstveno zavarovani. Ko rabiš pomoč, se izkaže, to je ali ni. Delam z ljudmi, ki so bili odpisani od sistema, zato ker se z določenimi stvarmi za svoje zdravje niso strinjali in so začeli iskati boljše rešitve, za njih boljše, za njihovo zdravje boljše, tudi sama sem bila med njimi. In kaj se zgodi? Sistem te odpiše, če ne bo po naše, če te ne bomo se šraufali skupaj, če ne bo to šlo operacija, pa da ti ven nekaj vzamemo, pa to.
če boš ti to naredil, če se boš ti pozdravil izključno s prehrano, odjebi, pardon, kad tako rečem, ampak se tako obnaša sistem, potem ti ne damo ničesar. Ne zavarovanja, ne sociale, če si brez službe, ničesar. In so taki ljudje v Sloveniji in drugje. Nimajo ničesar, zato ker jih je sistem odpisal, ker jih je mreža odpisala. Jaz osebno si želim in mislim, da je kripto tisti, ki bo to rešil, ampak ne tako, kot je zdaj. Da bomo posamezniki lahko odločali o sebi. Obstaja pa bučmani, ki rečejo, kako super blockchain, to laufa, to super, bomo imeli nekega, ne vem, svetovnega digitalnega predsednika. To je piramida, to je še večja centralizacija, kot je zdaj, so zdajšnji sistemi. Ampak to crkuje, poka po šivih. Zdaj se mreže med seboj žrejo, pa mreže, ne samo te v našem sistemu. Ljudje se med seboj žrejo. Sam pač, ker delam z ljudmi, delam tudi z zelo pomembnimi ljudmi in se dogaja to, da tisti, ki poskušajo biti normalni, pa delati na nek normalen način, da jih ostale piranje v bistvu pač res dobesedno degradirajo, pojejo, psihično zlomijo, uničijo in odpustijo in tako naprej. Ne. To se zdaj dogaja. Zelo, zelo, zelo veliko tega. Tako da treba izdržati, treba je razumeti te stvari, treba je delati na sebi. Zdaj, moje osebno mišljenje je, najbolj se ta trenutek splača vlagati v znanje in v zdravje. Te dve stvari. In to je zdaj dejansko vlagam v to dvoje. Ostalo ne. Zdaj, jaz bi šla samo da bom share screen, ugasnem. Evo, tole sem obljubila, da vam povem. To je Temu trgovina, sem rekla, da bom preverila. Zdaj, tale Temu trgovina, zdaj, meni je, okej, jaz vam tole predstavljam, nič nimam od tega, ampak zato, da mogoče bo komu lažje, ker so stvari lahko dosti cenejše. In sicer, če primerjam to trgovino, jaz tule kupujem marsikaj, kar je ista roba, tukaj dosti cenejša kot recimo na Amazonu ali pa v drugih trgovinah. Zdaj pa tako, na Temu imate lahko zelo kvalitetne stvari poceni, zelo kvalitetne stvari zelo drago, dražje kot drugje, in pa zelo shit stvari. Tako da je treba res preverite. Je pa, jaz sicer vračala nisem nič nazaj, imate v slovenščini, je sedež za Evropo je na Irskem, sedež za ZDA je v ZDA, je globalna, jaz mislim, da je to nek blockchain ali kaj po mojem dela, zelo dobro dela, odlično dela. Zadevam, v bistvu res dobiš čez nekaj dni, prvih nekaj nakupov je poštnina brezplačna, tudi vračila so brezplačna. V glavnem, jaz plačujem z Visa kartico, da se tudi na podjetje in dobite lahko račun. Računi so not v aplikaciji, tudi v bistvu lahko vse spremljate, tako da se pravi, splača se primerjati to z Amazonom in pa tudi z drugimi zasebnimi manjšimi štacunami. Tako da jaz zdaj to, zakaj vam to govorim, zaradi tega, ker je treba res, res, res preveriti glede cen. Cene so neverjeten, za isti izdelek lahko tudi 100%, 50%, ali
kakorkoli, v glavnem različne so. Tako da zakaj bi, recimo, ne vem, pač tako bubico, ko jo imam zdaj, ko snemam, sem tule na temu dobila za nekaj evrov, drugače pa pri nas to kar nekaj 10 evrov, a ne. Nekaj 10, tukaj pa za nekaj evrov in deluje odlično in je super. Tako, v glavnem, tako da dajte pogledati, no. Raziščite zadevo, ampak bodite previdni, niso vse stvari okej. Niso vse stvari okej. Ne vem, kako je z vračili, zdaj ljudje pravijo, da so vrnili neke stvari in da deluje to, a ne. Morate pa pogoje prebrati. Pod kakšnimi pogoji. Okej, to je bila zdaj tema v trgovino, zdaj gremo kripto. Poglejmo kripto, kaj se dogaja s kriptom. Zdaj govorijo influencerji, da gre za bull run. Jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da to ni bull run, da je to dejansko napihovanje cen, ne. Zdaj v bistvu ljudje, ki imajo dosti denarja, pa se jim ne ljubi v bistvu vse te stvari preučevati, so zaradi pač svojih svetovalcev in vpliva medijev začnejo vlagati v nekaj, kamor grejo množice, a ne. To običajno ni vedno prav v redu, razen če si na začetku tega vlaganja. Če si na začetku, potem si profitiral, a ne. Če pa nisi, pa pač nisi. Tako da zdaj Bitcoin se splača šparati na zelo dolgi rok. Govorijo o tem halvingu. Halving je v bistvu vsake 4 leta se dogodi pri Bitcoinu, to je, se pravi, da polovico manj Bitcoina se narudari, kakor se prejšnja 4 leta, kar naj bi pač dvigovalo njegovo ceno, ne, ker je bolj redek na trgu in težje, mislim, pač več stane, da se ga narudari, manj ljudi se s tem ukvarja, tako da se potem ta cena dviguje. Zdaj, a je to realna cena? Ne, pač ljudje ocenijo, da bi toliko dali za neko reč, digitalno zadevo. Za neko digitalno zadevo. Bi dali toliko denarja, se odločijo, vložijo dolarje in to je to. Zdaj, jaz sem opazila nekaj, ne, pri Bitcoinu sem nekaj opazila, da te veliki ljudje, kot so Elon Musk in ne vem, pač kitajsko največje nepremičninsko podjetje, ki je propadlo pred časom, oni so recimo imeli vložen v Bitcoin in ko gre podjetju slabo, ali so delnice v minusu njihove, ali to kitajsko nepremičninsko podjetje propadlo, takrat oni ves Bitcoin potegnejo ven. In to zdaj, samo malo, zdaj poslušajte dobro, pa razmislite sami, jaz ne bom govorila, kaj jaz mislim. Kar sami razmislite, samo dejstva vam bom povedala. Jaz sem takrat, ko je to nepremičninsko podjetje propadlo, bila na Bitcoin mreži. In sem opazovala, kaj se dogaja z Bitcoinom, zato ker nekaj sem hotela vlagati in to je bil v bistvu zgolj slučaj, da nisem namerna, jaz nisem vedela. In Bitcoin mreža je ful počasna. To je res počasna mreža, a ne. Pa takrat ni bilo še tega light mreže, ne, za Bitcoin, ampak je bila original, native. To je bilo res počasna reč. Jaz, da sem kupila Bitcoin, da sem ga dobila dol, sem čakala od pol ure do 3 do 4 dni, da je prišel Bitcoin meni v mojo kripto denarnico, na moj kripto blockchain račun. 3 ure do 3-4 dni je trajalo, ne. Pa tudi niso bili veliki zneski, ker nimam toliko veliko denarja.
pač počasi sem vlagala, pa sem kupovala, takrat je bil še okrog 6000 en bitcoin. Ne? Nenadoma sem videla, da je preko te njegove mreže je došlo milijarde bitcoinov. To v nekaj minutah se je zgodilo, milijarde. Zdaj, jaz sem začela razmišljati, sem pa kako, jaz tak majhen bitcoin, mislim, tako mal, niti to ni bil en bitcoin, pač en delček, nekaj 100 šijev sem lahko kupila. Saj pa pismo rosno, kako je to možno? Kako je to možno, da nekdo lahko milijarde sname dol v nekaj minutah? Ne? V glavnem, zdaj vemo, v bistvu, kje so, takrat nisem še razumela, zdaj vem. Pač enostavno plačaš rudarjem ful veliko keša, da te vzamejo prednostno in da to pač naredijo. Prednostno vse ostale skenslajo in te ljudje pač toliko večji fi plačajo. Ne? Tako da zdaj se bomo, zdaj pa tako, ne, pač za tiste, ki ne veste, Bitcoin mreža je svoja mreža, Ethereum je svoja mreža. To se med seboj ne meša, to so različni kovanci. Dajte se to poučiti, če ste začetniki, dajte se o tem res poučiti. Veliko sem jaz govorila o tem, tudi članke pišem, v glavnem se bom tudi kakšno knjigico napisala s časoma. Dajte razumeti, da je kripto svet špekulacija, da se tukaj krade, v bistvu dobesedno, se pravi, tisti, ki zna, povleče denar. Zaenkrat je tako v kriptu, zaenkrat je tako, ni nekega sodelovanja. Recimo pri Bitcoinu je bilo na začetku tako, da so ljudje, programerji med sabo sodelovali, si pomagali, se drug drugemu dajali, se poučevali, reševali skupaj. Na začetku je bilo tako, ko pa so noter prišli traderji, prekupčevalci, je bilo konec. Je bilo konec. In s kriptom je od takrat naprej dejansko konec. Kripto ni več kripto. Zdaj, najbolj preprosta mreža, najbolj učinkovita zaenkrat je še vedno evro-dolar sistem mreža, ker je zelo preprosta. To pomeni, en bankir vzame telefon ali pa mail in drugmu sporoči, daj ti tam unmu Janezu Jožetu toliko pa toliko. In en sporoči, temu so toliko pa toliko ukradli, daj mu te številke nazaj. Ne? Pri blockchainu se to ne da, tam v bistvu je matematika zadaj, je težje, je tudi več treba vedeti, moraš delati več sam, če nočeš, da te ukradejo, moraš delati sam, pa še takrat v bistvu, moram povedati za to misteriozno stranko, mislim stranko pač, oseba, ki mi noče točno zaupati, s kom dela pa kaj dela, je morala, sploh mi ni zaupala, je rekla, da so ji te ljudje, ta mentor rekel, da ima sledilca na njenem računu, pa pazite, sploh ne ve ta oseba, kaj je njen račun, pa kaj je kripto račun. Ampak jo je prepričal njen mentor, da ima sledilca hekerja, in da je treba security plačati. Security, sem rekla, pa kaj to pomeni? Ja, ne vem, da bo varno denar prišel. Sem rekla, kam bo denar prišel? Ja, na moj račun. Sem rekla, kam? Bančni, dolar sistem. Ja. Tisti, ki se na kripto spoznate, po moje se zdaj valite od smeha po tleh, ampak je zelo tragično in grozno za osebo, ki nima pojma in ki ne ve, da zgublja za brez veze, da je to navaden bullshit in da jo za nos vleče.
nobenega security. Če ti hacker sledi, in to so pri velikih zneskih je tako. In to niso samo ena oseba, to so združbe, to so organizacije, zadaj bog ve, kdo stoji, ne. Si pečen, boš izgubil. Tudi če je na blockchainu, boš izgubil. Stvari ti izginejo na neki hecen način dol. Zakaj? Zaradi tega, ker so te mreže privat. Ethereum je Bitcoin, v bistvu Bitcoin ni privat mreža, Bitcoin je varna, je res varna mreža. Tam nisem imela nobenih problemov, ampak je pa toliko, kako bi rekla, centralizirana, da je pa tukaj problem, ne, ker je centralizirana tako. Ethereum je pa ena velika roparska mreža. Roparska. Zdaj, Pulse je kopija Ethereuma. Dobro dela, ne moš verjeti. Dobro dela, v bistvu zakaj? Ker je če primerjamo z dolarji, drugače primerjamo kripto med sabo, se pravi Ethereum pa Pulse, je bullshit, je ful predraga. Mislim, če to med sabo primerjam, brez dolar sistema, ne. Mislim, kripto je kar problematičen, ker vse primerjamo z dolarjem. Dejansko nimamo realne slike, kako stvari delujejo, ne. Tako da jaz na Pulse ne delam, ker ga programerji ful uporabljajo, Pulse. Zelo veliko je gor, zaradi tega, ker deluje enako kot Ethereum, z vsemi pozitivnimi stvarmi in napakami. In se da ful super v bistvu za manjši denar, za bistveno manjši denar se da razvijati stvari. Dajmo pogledati, če bomo videli, a sta oba heksa tukaj. Cene so kar primerljive, heks na Ethereum mreži pa heks na Pulse. Kar je fajn, ker jaz hekse zdaj puščam, dokler ne bojo heks. Ja, sta oba heksa, ne. Heks. Tole je heks na Ethereum mreži, to je pa na Pulse mreži, ne. Dajmo pogledati, kakšna je cena. Zanimivo. 2 centa, 2 centka. Ja, to so spet zdampali, ne, pač tisti, ki znajo, so to zdampali. Če gremo pogledat, koliko eno leto, kje imamo eno leto? 1 year, tole. Ja, no, mislim, ko gre Bitcoin dol, gre vse dol. Zdaj pri heksu, jaz nekaj računam pri heksu, če bo res tako, kot je bilo do zdaj, ko gre Bitcoin ful dol, ko mu cena ful pade, ker mu ziher spet bo, ker bojo ljudje zaslužili, šli ven, to je vedno tako. Eni pač pa šparajo, večina gre pa ven, ker večina ljudi hoče zaslužiti in s tem izčrpavajo, v bistvu sistem in kovanec, vse izčrpavajo, ne. In traderji so zelo velik problem. In v evrodolar sistemu in tudi v kriptu. To je kar velik problem, ne, traderstvo, prekupčevanje. Heks, torej, jaz mislim, da ko bo šel Bitcoin ful dol, bi znalo biti, da bi ljudje, ker heks je še vedno eden boljših kod, ki kopira Bitcoin, približan s tem, da je na Ethereum mreži in da ima pač ne stejkati. Ni to nasvet, no, ampak ful je problem, mislim, stejki so res problem. Boljše imeti likviden heks, to so moje izkušnje, in takrat pač ga prodati, kadar zraste, in to je to. V glavnem heks običajno takrat, ko gre Bitcoin ful dol, gre on gor, ker ljudje začnejo pol ta heks vlagati. Ampak ne vem, če bo spet tako. Vprašanje. Ker ne vemo, kako se trg obnaša. No, dajmo pogledati še heks
puščen, se pravi 2 centka, x, puščen hex, to je pa druga mreža. Ne tega zamenjati. Eno leto, a je 1 leto star ali ni, ne vem, a je že? Ne, ni. Ja, tole, ke ful veliko skače gor pa dol, pomeni, da ga je na trgu ni veliko in da tudi ni dosti vlagateljev. Če vidite takole gor, dol, to pomeni, da ni dosti ljudi zadaj. 1 centek pa je bil zadnjič več kakor na Ethereum mreži. Dobro, evo, če je 1 cent, tam 2 na Ethereum mreži. Dobro, nič, zdaj, ke smo že pri tem vlaganju, ne, meni je eden zelo star vlagatelj v delnice rekel enkrat, da zelo malo fali zaradi tega, ker opazuje, pač kako gre tale graf pri delnicah. In tam, kjer je dosti enakomerno, pomeni, da je zadaj dosti kapitala in dosti ljudi in je dosti varno, ne. Tam, ke je pa tako gor, dol, tam je pa rekel, se je vedno nasral, ne. Ker pač, ne vem, tisti 5 ljudi zadaj in tisti 3 največji potegnejo ven in si na nuli in si izgubil vse. In recimo glede tega sta me presenetila 2 kovanca, v katera sem jaz na začetku vlagala in sem kar vesela, ker tukaj sem pa kar dobro zadela. Hedera. Hedera je eden, en tak kovanec. V bistvu ekipa, ke dela tule zadaj, gledamo maksimalno, tule zadaj v bistvu nekako, mislim, to itak tukaj, ke gre vse gor, mislim, ko gre bitcoin, Ethereum, gre tudi to, ne, gor, dol. Sledi, to je tudi tukaj videti, ampak je dosti enakomerno in kar počasi raste, se pravi, je na višjem nivoju, ko je bilo prej, ne. Gre počasi gor, ampak gre. Ampak gre, ne, jaz sem tukaj nekje začela vlagati, tulele nekje na začetku, čisto na začetku v bistvu, in gre počasi gor in sem rekla, dolgoročno bom to držala pa bom videla. Hedera dela dobro. Potem Fantom tudi, ne. Fantom, to je čisto druga mreža, čisto po svoje delajo. Ni veliko ljudi zadaj, se pravi, ekipa ni velika, so zelo zanesljivi ljudje, zelo v redu. Poglejmo, kako je s Fantomom. A vidite? Počasi, ne. Oni so že na začetku, mislim, jaz sem bila čisto na začetku noter. Že čisto in pač tukaj, ke je prišel na $3, sem bila, sem bila jaz vesela, sem rekla, zato ker se pol to se ful pozna, ne. A samo ga nisem prodala, Fantom je meni tako za zelo dolgi rok. Zelo dolgi rok. In, ke bom zdajle govorila še o Xenu, vlagam pač tudi v Xen na Fantom mreži. Pa bom še te primerjave povedala. Zdaj Ethereum Fi. Ja, jaz sem zdaj, glih zdaj, druge mreže niso imele toliko visokih fijev, so bile tudi kar precej zaposlene, ampak niso imele takih fijev. Tole zdajle je nizek, glej, za zadnjih 14 dni. Tole je zdaj nizek, glej. Škoda, da nimam zdajle za one, Xen denarnice. Jaz sem imela zdaj 14 dni, ko je bil tako visok fi, pa sem šla gledat, če so krivi, tisti, ke smo
čisto na začetku vlagali v Xen, pa ne, ni bil, mislim, ne. Zaradi tega, ker so Xen v bistvu teh 14 dni, jaz sem izgubila 30 denarnic, jih nisem šla. Zdaj, to je ful slaba stvar pri Xenu, če mene vprašate, in mi ni všeč. Da moraš v roku 24 ur od climati, ne, da ga dobiš toliko, kakor ti je prinesel. In jaz sem imela zdaj največje denarnice, največje z največ keša noter in ga nisem šla teh 30 denarnic, nisem šla climati. Ker sem izračunala, lahko da sem se zmotila, lahko da sem naredila veliko napako, nimam pojma. To bom videla v prihodnje. Ampak če bi ga climala, jaz bi sicer prišla na nulo pri vsaki denarnici, na ničlo, ne. Toliko, kakor bi dobila Xena, bi bila, mislim, toliko, kakor bi dala za fije, Ethereum fije, bi prišla na ničlo, ampak bi res mogla porabiti več kot 1000 evrov, dolarjev za teh 30. Pa sem rekla, ne bom dala toliko. Ne bom, ker ne vem, kako bo naprej. Ne vem. Ker jaz imam Xena veliko. Xena imam dosti in sem izgubila v bistvu, ker ga nisem za fije, ke sem ga mintala, $100 sem izgubila, ne, tisti 30 denarnic, niti toliko ne, manj. In sem se odločila, da mi je to manjša izguba in sem rajši, ker sem na teh denarnicah imam Ethereum, je pa Ethereum toliko zrasel, ne. Je plus, se pravi, da vseeno, kljub temu, da sem izgubila tisto climanje Xena, sem na profitu. Ker sem bila prisiljena kupiti toliko pa toliko Ethereuma in sem ga kupila takrat, ko je bil dosti nizka cena, no, in je zdaj ful zrastel in sem v večjem plusu, ne. Tako da sreča v nesreči. Tako da to je sicer takrat tudi Jack Levine rekel, ne. Tudi če ne boste climali, v bistvu boste imeli pač na denarnicah Ethereum in to bo verjetno plus in je, tako je bilo. No, jaz sem se tako odločila, v bistvu Gvej je bil tam med 50, 70 do 200, tako da nisem, ne. Zdaj tako, eni ljudje so, dajmo pogledati Xen ceno, samo malo, CoinGecko, daj, umakni se stvar, malo nižje, ke ne vidim, dobro. Xen, poglejmo Xen. Xen ni nateg, eni pravite, eni ste rekli, da kaj sem naredila, da je Richard Heart 100 svetlobnih let pred mano, da nimam pojma in da je Jack Levine prevarant. Ne, v bistvu jaz ne verjamem tega, mene je Hart prevaral, Jack ne, Jack ni obljubljal nič, v bistvu on je rekel, da je to eksperiment, da je to en luštkan eksperiment, je tudi povedal, kaj bi rad dosegel. Bi rad dosegel v bistvu da bi rad pač prve principe kripta, a ne. Ja, glejte, koliko je Xen stabilen v bistvu, ne. Dejansko je ful stabilen. To je zaradi traderjev, pa na začetku to so prekupčevalci, a ne. Potem vmes je on šel malo gor. On ne skače toliko gor, se pravi, on je zelo stabilen. To je v bistvu, to bi mogla biti lastnost denarja. Da ti veš, da če ga imaš zdaj, da bo čez 3, 5, 10 let tudi tam, da ne bo, ne, da boš lahko enako kupil, da ni neke klinčeve, ne vem, inflacije,
whatever. Ne, saj je tudi tukaj, ampak ne taka. Ne tako drastično v bistvu. Zdaj, ja, nekdo je vprašal, če je ksen neomejen. Da, ksen je povsem neomejen. In je tudi rekel, a ni pol to slabo za kovanec. Če gledaš s prekupčevalskega gledišča, da, je slabo. Če si trader, ksen, čeprav, ko je ksen prišel traderjem v roke, se je krštala začela dogajati. Krštala, ne, se da, ksenom se tudi zelo dobro da tradati. Da se, če znaš. Ne. Ni pa namenjen traderjem. Ksen je namenjen, da bi zamenjal dolar. Ali to bo ksen ali ne, ne vem. Jaz sem začela v njega vlagati, po mojem bom jaz nehala vlagati, jaz mislim, da ne bom več. Mislim, da bom vseh 8 let, ampak mislim, da ne. Itak ga imam dosti, sem ga dala stejkati in sem tudi ga zamenjala, skurila sem ga. Zdaj ksen ima tudi mehanizme kurjenja in pa mintajo bloke enako kot pri Bitcoinu, 7 bloke. To ksen drži gor, drugače bi po mojem padel na neko ničlo. Bi znalo biti, no, to je moje razmišljanje, no. Ker Bitcoin tudi ga drži gor to mintanje blokov. Se pravi, da se nekdo z njim ukvarja in da mu daje energijo. V tem je fora. Ne? Če grejo ljudje ven, če tega ne uporabljajo, je to je konc, ne? Je konc. Pa zgubiš in stvar je neuporabna. S tem, da je v bistvu Jack Levine tudi naredil tako, da je Bitcoin zdaj dosti bolj uporaben, kot je bil, no. Dosti bolj uporaben. Je pa Bitcoin dejansko absolutno precenjen in absolutno so ljudje nasedajo na reklame in vse te zadeve. Zdaj tako, jaz na ostalih mrežah, se pravi, na Ethereum mreži mi je bilo najtežje klajmati ksen. Drago, pa težko prideš zraven. Zdaj, nekdo je objavil zdaj, da je ksen NFT, se mu je zdaj iztekel in ga je klajmal. In to je 128 VMU-jev, to je maksimalno, kar je možno. In je objavil na Twitterju, da je dal za to $820 fija na Ethereum mreži in da to košta, zdaj mislim pač dobil je pa Ksena je pa dobil 2 milijardi in to je tam nekje, kaj pa vem, koliko je bilo, $2400–500. Ja, zdaj, Ksen je zdaj šel malo gor, kot vse stvari, ne. Se pravi, če pogledamo, koliko bomo pogledali, 3 mesece, je šel gor, tako kot vse druge stvari, ne. Ksen. In to se pozna, ne, to se kar pozna dejansko. Če imaš tega veliko, jaz ko opazujem te svoje denarnice, to ful zraste gor pa dol, če imaš tega res veliko, ne. Zdaj, jaz ne vem, a je ta tip se zlagal ali pa jaz nekaj ne znam. Namreč, kakorkoli sem šla jaz to preverjati, gledati, je to dosti višji fi. Jaz sem poskusila na 2 denarnicah, na Ethereumu, dati pač nižji gvej, ne, in da se to pač, ne vem, pustiti gor, pa da se to klajma samo od sebe, ko pride do tega gveja, pa se nič ni zgodilo, ker gvej ni padel. In potem je to tam bilo 2–3 dni, ne,
in sem rekla: "Pismo, zdaj moram pa nekaj narediti, ker vseeno bo šla transakcija skozi, jaz ne bom dobila nič ksenov, ker po enem tednu jih ni več nič gor, jih nimaš več gor, ne." Čeprav sem videla tam 8, če imaš tudi 80 dni čez, jih je nekih 300 jih ostane gor, 300 ksenov, drugače bi jih dobila 30 milijonov vsaka denarnica. Torej vsaka denarnica bi mi prinesla 30, 31 milijonov ksenov, ne. Jaz bi plačala, dokler je bilo to še tam nekje do $15, a ne, sem še klajmala, ko je pa to šlo na fi 35, $40, sem pa nehala. Se mi je zdelo pa preveč, ne. In ne vem, meni se to pol zataknilo, ne. Zataknilo se je v Metamask in sem šla, potem, to imate v enem od mojih, videov, sem šla prepisati tisto transakcijo, v bistvu klajmanja, sem šla prepisati, da sem preposlala, ves Ethereum na drugo denarnico, da mi ne bi se zgodilo, da bi pa vendarle rudarji pobrali to dol z moje denarnice, pa jaz ne bi dobila nič ksenov, a ne. Jaz sem se kar namatrala v bistvu in sem plačala, ne vem, koliko sem, 4 do $5 sem plačala, da sem to, mogla sem ful višji gvej dati, kakor je bil takrat, a ne. In da sem to preposlala, je šlo pol, tako da ne vem, jaz mislim, da si je ta tip to izmislil ali pa ne vem, ali imajo pri rudarjih kakšne veze ali kaj, da to z nižjim gvejem naredijo, ker ni, ta tip ziher ni dal samo $800, kar je bil gvej takrat med 70 pa 200, ko je ta tip to naredil. Ne, in sem šla računat in ne znese, no, v glavnem jaz ne vem, ali pa eni to res znajo priti veliko bolj cheap skozi. Če slučajno kdo od vas, da to res obvlada, dajte mi spodaj v komentar to napisati, ker nimam pojma, res ne vem, v čem je fora. Okej, proof of work, Ethereum proof of work, tam sem vse naredila, super krasno je šlo, nizki gveji, vse. 2 gveja, 2 gveja, super, ogromno ksena sem dobila. Potem Polygon, sranje, zelo drago, mislim, če primerjaš z Ethereumom, je zelo poceni, ampak je ravno tako, kot je gvej zrastel ful visoko na Ethereum omrežju, proporcionalno tudi na Polygonu zrasel. Se pravi, tisto, kar je za Polygon nizek gvej, je ful zrastel in je bilo, mislim, jaz sem vseeno sem naredila, ker je to bilo, pač, ne vem, vse skupaj ne vem, vse te silne denarnice, ki sem jih imela, pa jih še imam, je bilo to, ne vem, $1, 2. Ne. Samo če bi bil normalen gvej, kakor je ponavadi na Polygonu, potem bi bilo to, ne vem, 20 centov za vse te denarnice. 20 centov bi bilo, ne. Okej, pol pa Fantom, odlično. Hitro, zanesljivo, gvej isti ko leto pa pol nazaj. Super. Zelo, Fantom, zelo zadovoljna. Zelo, zelo. Tako da če bi jaz zbirala mreže, katera mi je najboljša, mi je Fantom. Absolutno, mi je ta mreža od vseh mrež, ki sem jih probala, absolutno daleč najboljša. To je moja izkušnja zdaj, ne. Se pravi, na Ethereum mreži sem izgubila denarnice, sem jih pustila, na proof of work sem jih naredila, dobila, Polygon sem naredila in Fantom sem naredila. To so tiste čiste prve, jaz sem med prvimi vlagatelji v ksen. Dobro, zdaj
če boste šli vlagati v Ksen, zdaj se po mojem mišljenju ne splača, no, je GVI previsok, je treba počakati, da gre dol. Zdaj, eni so tudi spraševali, kaj je zdaj to pismo, gre Bitcoin gor, altcoini pa ne. Eni ja, večinoma ne, eni gre celo dol. Dostikrat je tako, da dostikrat, ni nujno, da se ves kapital prestavlja. Se pravi, ljudje vržejo v Bitcoin, pa pol tam poberajo ven, pa pol grejo v altcoine, pa tam ven poberajo, pa tako, ne. Tako da, ali je treba spremljati, pa ne vem, jaz zdaj nič ne vlagam v tiste 3 kovance, ke sem nekaj malega vložila, ke sem zadnjič naredila video, in to je to. Pač pa ne vlagam, v bistvu jaz zdaj vlagam, kakor sem rekla, znanje pa biznis, posel, v posel vlagam, v biznis in zdravje. Ne. Znanje, biznis, zdravje. Oziroma najprej zdravje, pol biznis in potem še ostalo. Znanje. Tako gre pri meni, vrstni red trenutno, a ne. Je pa tako, zanimivo je, ke sem se odločila, da tudi v krizi bom uspela, gre pismo, mi gre še boljše kakor takrat, ke ni bila kriza. Dejansko mi gre boljše. Alright. Zdaj, a sem, ja. Zdaj, cene na trgu paste, ne. Jaz v bistvu tisto, kar ni nujno, jaz mislim, pač ta deflacija je tako dvorezen nož, ne. Res, da cene padajo, ampak ne padajo pravi produkti, a ne. Tako da podjetja kar propadajo. Na žalost propadajo tudi podjetja, ki imajo zelo kvalitetne produkte. Razen tisti, ke imajo zveste stranke. Tako da, se trudijo, jima je težko, predvsem zaradi davkov. Zaradi davkov, jaz upam, da se bo to res, te mreže, da se razpustijo in da, se stvari malo bolj pravično, no, pač da se ne koncentrirajo neke mreže, vrhove piramide, pač energija, denar samo za določene ljudi, ampak da se to razdeli v bistvu med vse tiste, ki so tega vredni. To pomeni, da dobro delajo in da so zato tudi dobro plačani, da imajo pametne produkte, pametne storitve, ljudem dobro, za skupnost dobro. To je moja velika vizija, no, pač da bi vsem šlo dobro, da bi ljudje bili srečni in zadovoljni in da ne bi bilo tega žretja med seboj, ne. Žretja teh psihičnih pritiskov, pa da eni delamo ko norci po 16 ur na dan, pa pač, eni pa imajo plačo, pa grejo lahko, ne vem, na dopust pa v fitnes pa na bolniško, pa vseeno vlečejo plačo. Od nekje pa, ne vem, lahko svojo napako celo ubijejo ljudi, pa še zmeraj delajo, pa imajo še zmeraj plačo, pa take stvari, no. Bi rada, jaz mislim, da svet gre v to smer, no. Da gre, stvari se kažejo, mladina ima kar težave, vedno večje, tudi zaradi tega, ker, večina ima napačne vrednote in pa napačne izkušnje in napačno predstavo o življenju. Vseeno sem pozitivna, vseeno jaz vem, da grejo zadeve v pravo smer, tisto, kar ni dobro, se lomi, tudi sociala bo po mojem, pa ti sistemi, to se lomi, to vidim, tako da opozarjam ljudi, ki delate v tej smeri, ne več računati na državo, bankirji ne bodo dali za te stvari denarja, ker ne bo pameten produkt,
kar ne bo res proizvajalo denarja, oni ne bojo vlagali, bankirji ne bodo vlagali in sociala to ni in zelo veliko poklicev to ni, ne. Delajo v bistvu večje sranje, kakor pa, koristi, ni nobene koristi. V bistvu samo žrejo denar, ne pa ni nekega feedbacka, ni koristi, ni produkta, ni proizvoda, ni, ne. In če, ne vem, jaz sem že večkrat probala v določenih sistemih pomagati in iz tega narediti produkt in pač pa so me odpustili, izločili, brcnili ven, degradirali zaradi tega, ker če bi se to uresničilo, bi morale vse osebe tam tako delati in se jim ni dalo. Ni se jim ljubilo s tem se ukvarjati, ker je bilo pomembno samo to, da imajo plačo visoko in da grejo na frizuro, nohte, masažo, noge namakati na morje, pa da grejo 3 ljubimci čez njih ali pa ljubice in to je to, that's life. Mene to ne zanima. Mene to sploh ne zanima, mene zanima kvaliteta in kvalitetno življenje. Kvalitetno življenje. Ja, so pa ljudje, ki jih to zanima, pa okej, naj imajo, samo naj ne jemljejo drugim. Okej, s tem bi jaz zaključila za danes. Kupujte dobro kvalitetno robo, vlagajte v tisto, kar je v redu, kvalitetno, dobro in, pazite na svoj denar. Če ste v težavah, me poiščite ali psihično ali, kako bi rekla, tehnično, a ne, vam bom pomagala, ni problema. Tako da en lep pomladanski dan vam želim, 17. marca, danes je res lep dan. Jaz sem že veliko stvari okrog, na posesti naredila in grem zdaj še naprej delat. Tako da srečno, pazite nase, na svoje zdravje in na svoj denar. Čao, čao.